Pozdravljeni na kanalu Auder. Že nekaj let se vsako leto vsaj dvakrat peljem 1400 km do Katalonije, kjer je veliko tako imenovanih dirt jumping točk oziroma parkov. Najbolj pomembne bom predstavil v tem videu. Na teh spotih fantje tako šepajo oziroma pomagajo obnavljati kicker landinge bande in seveda tudi furjajo oziroma skačajo. Jaz pa, kot ste videli iz mojih videjev, grem z bajkom na ture po okoliških hribih. Najbolj znan oziroma svetovno prepoznan je La Poma Bike Park v mestu Premia de Dalt med Barcelono in mestom Mataró. Tam smo prejšnja leta preživeli največ časa. Dopoldne so fantje šepali najbolj znano dirt linijo NBA, popoldne pa furali. Letos je bil park na žalost zaprt, ker se menja upravnik. To je edini park med predstavljenimi, ki je javni, odprt. Ima vse od skateparka, skakanja pene, poligona za spretnosti, linije za učenje, kot tudi slope postaj linijo, zračno blazino in najbolj znano NBA linijo. Takole izgleda vožnja po tej progi. Letos smo prvič obiskali La Floresta Trails Park, zanimiv dirt park v gozdu nad lokalnim športnim centrom v tem mestu v zahodnem delu Barcelone. Dirt proga je posebej zanimiva, ker je narejena po pobočju in ima veliko band, v katerih se izgubi preveč hitrosti, a vse druge elemente dirt proge. Tudi tu so fantje pomagali pošepati en landing kicker ter preizkusili samo progo. Zelo domači se počutimo tudi v La Bassa dirt parku, ki se nahaja v kraju Arenys de Mar. Lokalni fantje vedo, da vedno pomagamo kaj pošepati in da vemo, kako se tej stvari streže. Letos pa se je večinoma furalo in še več posnetkov je naslednjem videu. V parku so tako lažje kot tudi zelo tehnično zahtevne proge, a skakanje je sam užitek. Letos smo prvič obiskali še en nor spot, to je Pepes Trail Park pri kraju Tordera. Oče in sin urejata nekaj let odbito dirt progo po pobočju z vsemi možnimi mogočimi elementi. Ob našem obisku je bilo vse zaščiteno, kot je treba, in bi bilo potrebno pol in več ure, da se pripravi proga za furat, zato sta fanta samo pomagala pošepati en landing. Furamo ob naslednjem obisku. Evo, super zemlja, dela se kot z Malto. Med tehnično najbolj zahtevnimi dirt parki, zelo strmimi kickerji in landingi, je Lloret Bike Park v mestu Lloret de Mar. To mesto je mimogrede priljubljeno turistično mesto ob Sredozemskem morju za naše maturante. Letos smo park ostalim fantom samo pokazali, tudi tu imajo težave z občino in je trenutno zaprt. V prejšnjih letih pa se je furalo. Pred 2 letoma je Nejtov sin skočil tudi prvi jump na veliki liniji, ki te odnese v nebo, meni pa je šlo od strahu srce v hlače. Evo, tele je ta hip.
CSR Trails je še en zaseben spot pri kraju Coloma de Farmes. Za hudo lino in še hujšim hipom, to je skokom, ko se je treba obrniti za 90 stopinj. Smo ga šli pogledat prvi dan, a že naslednji dan so se fantje dogovorili za šejpanje. Lastnik ima, kot se na sliki vidi, družinske obveznosti, zato mu je bilo zelo všeč, da so fantje pošejpali 2 landinga, rolling in še en kicker. Natančno timsko delo s super rezultatom. Bro, estás levantando, ¿eh? Claro, estoy quitando. Ya, ¿dónde quieres ir? Allí. Spot, kjer se počutimo kot doma, je Pika Trails. Pri kraju Pica Moixons, blizu Tarragona. Fantje vsakič, ko pridemo, pripravijo nekaj novega, večje in više skoke. Super ekipa. To pot se ni nič šejpalo, ampak samo furalo. In imeli so fantje super surfing. Več posnetkov še v naslednjem videu. Se vidimo še naslednjič, sigurno. Pica un pelín en todo, pero... El segundo salto de los de Francia es alucinante, tío. Haces... Ahora me quedas en el aire como muerto así. Y decía, Puedes mandar muy lejos ese, guapo. Letos pa smo se odpeljali še v Tourniquet Bike Park, to je kar 170 km stran od naše lokacije. Ta park se namreč nahaja v kraju Puigcerdá ob vznožju velikega španskega smučišča La Molina ter na drugi strani francoske meje in Andore. V parku so fantje delali na spomladanski obnovi, saj sta jim veter in zima kar dobro načeli jumpe in celotno progo. Naša fanta sta mu pomagala pošejpati. In že na poti nazaj, zadnji dan, smo si na hitro ogledali še Baraka Trails, park, ki se nahaja v mestu Valls blizu Pica Trails. Prav ta dan so imeli vse katalonski dirt session in tam so bili fantje iz skoraj vseh dirt spotov, ki so predstavljeni v tem videu. Na hitro smo lahko naredili samo nekaj posnetkov, saj so se še pripravljali na skoke oziroma šejpali zadnje kikere. Za zaključek lahko še povem, da gre pri vseh, razen pri La Poma Bike Parku, za privatne spote, kjer se je treba za obisk dogovoriti z lokalnimi fanti in pač ugotoviti, ali je možno voziti ali ne. V vsakem primeru so pa vedno veseli, če pride kdo pomagati pri šejpanju in oblikovanju prog.